Veliko otrok poje preveč sladkarij in popije preveč sladkih pijač, kar vsekakor ni zdravo. Sanja Lončar nam bo zato danes predstavila sladkanje, ki je veliko bolj prijazno zdravju naših otrok. A se zavedate, koliko sladkorja se vsak dan vtihotapi v telesa naših otrok? Otrok ko za šalo spije kakšno sladko pijačo in zavedamo se ne, da v takšnem kozarcu kakšnih sladkih pijač najdemo tudi toliko sladkorja, da ga je res za pol kozarca. In kaj se zgodi potem? Sladkor naraste do neba, imamo opravka potem s hiperaktivnimi otroci, ki jih razganja. Naslednji trenutek, ko bo ta sladkor padel, imajo motnje pozornosti, so nervozni, so razdražljivi in ne najdemo poti iz tega začaranega kroga. Torej, če hočemo nekaj spremeniti, začnimo od pijač, ki jih bodo naši otroci uživali. V Angliji so dosegli, da je v šolah prepovedano sladkati čaje za otroke in res največ za zdravje naših otrok in za njihov imunski sistem bi naredili, če jih navadimo piti vodo in ne sladkane čaje. Seveda to ni tako preprosto in je najboljše, da pot do tam pelje postopoma, po korakih. Torej, prvi korak je ta, da mogoče izbiramo takšne čaje, ki že imajo v sebi neke sladke korenince ali začimb, ki okrepijo sladek okus. Drugi je ta, da če jih že sladkamo, to počnemo z bolj zdravimi različicami, kot je sladkor kokosovih cvetov, javorjev sirup, zgoščeni jabolčni sok je tudi izjemno dobra kombinacija. Torej, naslednja zadeva je, da otroku čaj ponudimo ne le kot toplo pijačo, ker mnoge to asocira le na bolezni, ampak da iz čajev začnemo delati tudi osvežilne pijače. Zdaj so popularni ledeni čaj in zakaj ne bi otroka navadili, da je tudi sadni čaj odličen, ima točno vse to, kar je otrok navajen pri osvežilnih pijačah. Pripravimo torej sadni čaj, ti so ponavadi tudi take bolj mile in privlačne barve. In ko tega ohladimo in nalijemo kot pijačo za sabo, verjemite, da večina otrok sploh ne bo pogruntala, da jim niste spakirali kakšnega soka. Če je potrebno, potem pa bomo vse to skupaj le zasladili z malo jabolčnega sirupa in dobimo res tako negrešno in zelo okusno pijačo, v kateri ne bo 15 kockic sladkorja. Ko otroke začnemo odvajati od sladkorja, je najboljše, da pogledamo, kaj imajo najraje, kaj uživajo in potem poiščemo čim bolj zdrave različice takšnih bombončkov in takšnih keksov, ki so jih že navajeni. Po drugi strani pa začnemo čim več takih pijač in jedi, ki jih imajo radi, ustvarjati sami in tako, da vsakič jih naredimo malo bolj zdravo. Poglejmo to recimo na primeru kakava. Ima ga rad vsak otrok, ampak tisti, ki ga kupimo, je praviloma res konvencionalno pridelan kakao, slab beli sladkor, ki predstavlja 60% vsakega kupljenega in nič drugega, mogoče umetna aroma vanilije. A bi lahko to naredili malo boljše? Vsekakor, torej dobro obstaja tudi v obliki že zdravega, zmešanega s kakovostnimi ekološkimi sestavinami in začimbami. Če se pa boste lotevali tega sami, je vsa modrost v tem, da uporabimo najboljše presen, ekološko pridelan kakao. In toliko, koliko bomo dali kakava, toliko damo tudi kakšne zdrave različice sladkorja. Na srečo se v kakao da spraviti prav tudi tiste temne, torej sladkor kokosovih cvetov, temen maskavo ali kakšen drugi bolj temen in bolj zdrav sladkor. No, potem pa pride pika na i, to so začimbnice. Te pa, kot boste brali tudi v novi knjigi Zdravilna moč začimb za otroke, mi z začimbnicami lahko dosežemo po eni strani, da karkoli sladkega otrok poje, da se mu sladkor ne bo prehitro dvigal. To je glavna pomoč začimbnic. Druga pa je ta, da že same po sebi izboljšajo okus sladkega, dejansko nasitijo naše brbončice in takrat lahko imamo občutek, da je nekaj sladko, če tudi je 30% manj sladko, kot bi sicer bilo.
Kakao se najbolj poda, da uporabimo piment, kardamom, nekaj malo mletih klinčkov in majčken cimeta. Tisto pa, kar ne sme manjkati, če boste delali domači kakao, je obvezno morate dodati še nekaj vanilije. Zdaj, če bomo takoj pripravljali, lahko dodamo vanilijo, ki je že v obliki raztopljene arome, ali palčko vanilijevo, ali že zmleto vanilijo dam v sladkor in počakam, da odda veliko svoje arome in potem to uporabim za sladkanje. V vsakem primeru kakao in vanilija morate iti skupaj in potem boste imeli ta pravi okus, kljub temu, da tako pripravljen kakao ne bo hitro dvignil sladkorja, bo vseboval veliko magnezija, veliko antioksidantov in veliko varovalnih začimnic.